Več kot 150 tisoč prostovoljnih gasilcev, ki upravljajo glavnino reševalnega dela pri nas, se za ureditev svojega statusa bori že vrsto let, neuspešno. Vsaka naravna nesreča ali pa večji požar, ki je bil takrat, je veliko govorjena, pa vse na koncu, na žalost, ko pa enkrat vse to mene, se pa na gasilce enostavno pozabi. Pri hvali so redno gostobesedni tudi oblastniki, ki pa gasilcem iz leta v leto namenjajo manj denarja. Katastrofa so ogorčeni gasilci. Sredstva vse posod se zmanjšuje. Mi razumemo situacijo v državi, ampak ne razumemo, da začenja šparati pri opremi. Če ne bo osebne zaščitne opreme, ljudje ne bodo mogli pomagati drugemu. Težave prostovoljnim gasilcem povzročajo tudi delodajalci, predvsem manjši. Ti si ne morejo privoščiti, da njihovi zaposleni zaradi gasilskih akcij manjkajo na delu. Država stroškov izostanka podjetjem ne krije, zato se lahko zgodi, da bo v prihodnje na intervencijah vse manj gasilcev. Prostovoljni gasilec, bomo vsi odzadnji družine in tako naprej, tako da tudi na to moramo pomisliti, in da še vedno kruh nam daje službe, ne gasilci. Kako rešiti status prostovoljnih gasilcev, je že leta 2009 vladi Boruta Pahorja predlagal takratni državni svetnik Rasto Reven. Po njegovem mnenju bi morala država gasilcem zagotoviti plače za čas akcij, poenotiti zavarovanje gasilcev, jim priznati beneficiran staž za čas, ko so bili na akcijah, in delodajalcem, ki zaposlujejo več kot 30% prostovoljnih gasilcev, omogočiti davčne olajšave. Revnov predlog je Pahorjeva vlada takrat gladko zavrnila. Če je pripravljenost politikov, tako kot pravijo, da bi to rešili, lahko ta sistemski zakon obelodanijo oziroma ga spravijo v veljavnost v roku 7 mesecev sigurno. Medtem pa gasilci še vedno rešujejo življenja in lastnino, z državno pomočjo ali brez nje. Ko je treba pomagati, se na denar pač pozabi. Pomembno je le dobro delo.